Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni predstavniki medijev in dobrodošli na današnji novinarski konferenci, ki organizirata Pedagoški inštitut in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Danes smo tu, da vam predstavimo rezultate mednarodne raziskave bralne pismenosti četrtošolcev PIRLS 2021, ki se bo odvila hkrati z mednarodno objavo uradnih rezultatov. Mednarodna raziskava bralne pismenosti se pod okriljem Mednarodnega združenja za vrednotenje izobraževalnih dosežkov izvaja že 20 let in nam v tem času prinaša primerjalne podatke o bralni pismenosti učenk in učencev v zgodnjem obdobju opismenjevanja. Slovenija je v raziskavo, ki se izvaja na 5 let, vključena že od samega začetka in ves čas. Uvodoma nas bo nagovoril minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Dario Felda, izsledke raziskave, ki se je med četrtošolci izvajala spomladi 2021, pa nam bo predstavila nacionalna koordinatorka raziskave dr. Eva M. Klemenčič iz Pedagoškega inštituta. Tej predstavitvi bo sledil še kratek ministrov komentar. Gospa Klemenčič bo po koncu predstavitve na voljo tudi še za nekaj novinarskih vprašanj, sicer pa vse novinarje, ki bi jih zanimalo poglobljeno seznanjanje z raziskavo, vabimo tudi na strokovni dogodek, ki bo sledil v sosednji sejni sobi in sicer ob 11. uri. Minister bo po koncu namreč moral iti, ker gre na vlado. Tako da povabim vas, minister, izvolite, beseda je vaša. Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni. Res je bralna pismenost pravzaprav ena od naših osrednjih skrbi. Navsezadnje, bralna pismenost je tudi temelj vseh drugih bralnih pismenosti in tudi temelj za kakršnokoli učenje, zavestno učenje človeka in tudi za celo življenje pravzaprav. Ta mednarodna raziskava pismenosti, ki zajema četrtošolce, kot rečeno, sodelujemo tukaj že 20 let od samega začetka in tudi bomo tudi nadaljevali še naprej, kajti to je dejansko za nas ključno. Ključno je vedeti, kako učenci četrtega razreda znajo brati, kako to razumejo, kako znajo vse to sporočati in tako naprej. Zaradi tega, ker je pravzaprav vse, kar je naprej v šoli, pa ne samo v osnovni, pa tudi v srednji, pa tudi naprej, zelo povezano o tem, kako smo ozaveščeni, kako znamo pravzaprav brati in tisto, kar beremo, razumeti, sporočati in tudi napisati, karkoli sva, če želimo o tem. Vemo, da ta raziskava poteka na 5 let, doslej je potekala, kot rečem, prvič 2001, potem na zadnje letos, oziroma pred 2 letoma 2021. Zdaj, povratna informacija o teh dosežkih slovenskih četrtošolcev na področju pismenosti, ki je dana v tako zgodnjem obdobju, pravzaprav kot rečeno ključna za to, da imamo tudi še v osnovni šoli nekaj časa, da sprejmemo ustrezne ukrepe, če opazimo, da so določene pomanjkljivosti še tekom 2. oziroma 3. triletja. Posebej pa treba naglasiti tudi to, da pravzaprav je treba o bralni pismenosti nadaljevati tudi v srednjih šolah. Zato, ker tudi takrat sprejemamo neke nove pojme, neke nove teorije in vse to je treba dejansko znati prvič brati, razumeti in sporočati naprej. Seveda je bila nazadnje ta izvedba leta 2021 nekaj posebnega. Spomnimo se, takrat je pravzaprav spomladi, torej maja 2021, ko se je to dogajalo, pravzaprav so bile takrat šole drugič odprte, potem ko so bile predtem kar dolgo zaprte, morda preveč, ampak težko soditi, ampak zagotovo pričakujemo, da morda bo delček tega vpliva tudi na to. Navsezadnje to sklepamo tudi potem, ker so tudi naša nacionalna evalvacijska študija, ki je bila narejena s pomočjo vseh 3 pedagoških fakultet, in kjer so spraševali učitelje na osnovnih šolah, kaj vidijo, kaj spoznavajo o znanju, o branju učencev,
so seveda učitelji rekli, da je nekako znanje nekoliko slabše. To pomeni, da že to verjetno nakazuje najbrž, da je potrebno to delati. No, vemo pa tudi to, ne, da ti četrtošolci, ki so bili takrat četrtošolci leta 21, so letos v 6. razredu, kar pomeni ravno, kar so pisali tudi nacionalni preizkus znanja slovenščine, tudi drugih predmetov. In ravno nacionalni preizkus znanja za slovenščino bo morda pokazal lahko nekaj napredka glede na to, kar so takrat učitelji opažali leta 21, zaradi tega, ker če so učitelji leta 21 opazili določene pomanjkljivosti, so lahko že oni v času 5., 6. razreda lahko določene primanjkljaje že sami skušali odpravljati. Tako da, kot rečeno, to ni eno in isto, torej skratka PIRLS, pa recimo naš nacionalni preizkus ni eno in isto, ampak vendarle so določeni elementi znanja, torej bralne pismenosti taki, da se jih da morda najti, recimo pa iskati neke odgovore na neka vprašanja, ki so morda za nas zaenkrat neznana, še odgovori še niso znani. Ravno zaradi tega, ker je bil takrat tisti čas, ko se je šola drugič odpirala, so bili to posebno izjemni časi, to je skratka težki so bili tako za šole, za učitelje, za učence, za starše, za raziskovalce, vse zadnje tudi, ki so morali najti primerne načine, kako sodelovati s šolami, kako najti šole, kako urediti, da bo to teklo tako, da bo nekako bilo skladno s tem, kar se zahteva od take mednarodne raziskave. Ne. Po drugi strani seveda vidimo, da je bilo to uspešno opravljeno, kar pomeni, gre posebna zahvala dejansko Pedagoškemu inštitutu, vsem raziskovalcem, ki so se trudili, našli načine, da so to lahko izpeljali. Zahvala tudi vsem tistim šolam, ki so se odzvale, ki so pristale na sodelovanje in upamo, seveda, da bomo tudi v bodoče še v naslednjih raziskavah, ne samo teh, tudi drugačnih raziskavah naših, internih, tudi slovenskih, tudi mednarodnih, uspešno sodelovali naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala, minister. Zdaj pa k besedi vabim gospod Evo M. Klemenčič iz Pedagoškega inštituta, ki bo predstavila rezultate te raziskave. Izvolite. Najlepša hvala. Tako kot je bilo že rečeno, jaz bom danes predstavila prve izsledke mednarodne raziskave bralne pismenosti. Minister je povedal, četrtošolci in četrtošolke so sodelovali v Sloveniji. Pogledali si bomo tudi nekaj trendov. Rečeno je bilo, raziskava poteka vsakih 5 let, se pravi, lahko spremljamo trende v bralnih dosežkih, pa tudi drugih kontekstualnih rezultatih vsakih 5 let. Na koncu pa seveda vprašanja in odgovore. Kar se tiče mednarodne raziskave PIRLS, v Sloveniji jo koordinira Pedagoški inštitut, tako kot počne to tudi pri drugih raziskavah, tako v osnovni kot v srednji šoli. Skratka, izvajamo že celo nekaj več kot 20 let neodvisno evalvacijo določenih segmentov šolskega sistema. Kot rečeno, danes je na sporedu bralna pismenost. Zdaj, sam namen bralne pismenosti je preverjanje bralne pismenosti učenk praviloma v 4. razredu, pomeni, da so stari približno 10 let, seveda tudi izmeriti in pa interpretirati razlike v izobraževalnih sistemih, zato da bi pomagali ali da bi začeli izboljševati poučevanje in učenje bralne pismenosti tako doma kot v svetu. Minister je povedal, tega ne bom ponavljala, gre res za nekako prehod, 4. razred je namenoma za to izbran, ker takrat se še da v šolskem sistemu tudi izpelja določene korekcije, če vidimo, da so na določenih področjih primanjkljajih. Hkrati, kar se tiče učenja ali pa povezave branja učenja, gre za nekako prehod iz učenja branja v branje za učenje. Samo preverjanje bralne pismenosti je zasnovano na v dveh delih, v dveh kontekstih. Eden je ocenjevalni okvir, kjer preverjamo namen branja, branje za literarno izkušnjo, na drugi strani tudi pridobivanje in uporabo informacij in pa procese razumevanja.
Procese razumevanja so iskanje in priklic eksplicitno zapisane informacije, izpeljava določenega v začetni fazi preprostega sklepa, potem integracija, interpretacija idej in seveda tudi informacij in pa v zadnjem delu evalvacija besedilnih in pa jezikovnih elementov. Ker nas ne zanima samo bralna pismenost, in kje se Slovenija na tem področju uvršča, koliko točk so učenci dosegli mednarodno primerjalno in tako naprej. Zraven tega preizkusa znanja bralne pismenosti preverjamo tudi ali pa zbiramo kontekstualne podatke, in sicer od učiteljev, ki poučujejo vzorčene razrede v 4. razredu, ravnatelje tistih šol, ki sodelujejo v raziskavi, tudi določene kontekstualne podatke ali pa ozadjenske podatke od učencev, o domačem okolju, o šolskem okolju in drugih stvarih, nekaj tega bom danes tudi izpostavila, in pa starše, tudi od staršev zberemo določene podatke, zato da potem te dosežke naših učencev in seveda tako opravljajo raziskavo tudi v drugih državah, povezujejo med sabo. Prav z enim namenom, da vidimo v bistvu tako kontekst domačega okolja, ki se povezuje z branjem, kot kontekst šolskega okolja ali pa včasih samo okolja znotraj razreda in tako naprej. Na mednarodni ravni je sodelovalo 57 izobraževalnih sistemov in 8 referenčnih udeleženk. Referenčne udeleženke so praviloma včasih regije, včasih mesta. Tukaj vidite precej impresivne številke, kaj to pomeni v svetovnem, v mednarodnem merilu. Več 100 000 učencev je sodelovalo, skoraj toliko staršev in tako naprej. Kar se tiče Slovenije, v Sloveniji je sodelovalo v raziskavi 194 šol, 332 oddelkov. Večinoma smo imeli, ali pa v večjem delu po 2 oddelka na posamezno šolo. Tukaj vidite razdelitev 263 plus 69 in tako naprej. To raziskavo v letu 2021 bom rekla, odlikuje, predvsem, če mislimo z izvajanjem tovrstnih raziskav za naprej, prehod na tako imenovano digitalno merjenje bralne pismenosti. To se je zgodilo v raziskavi PIRLS prvič v takem obsegu, seveda na podlagi nekega predhodnega preizkušanja, vsaj dela tovrstne izvedbe. V letu 2016 je nekaj izobraževalnih sistemov, med njimi tudi Slovenija, zraven preverjanja branja na papirju sodelovala tudi pri preverjanju branja na računalniku. Tokrat na tako imenovano digitalno testiranje se precej razlikuje od tistega posebnega modula, ki smo ga imeli takrat. Hkrati pa na mednarodni ravni in tudi v Sloveniji želimo ohraniti tako imenovane trende. Ker če bi šli zgolj na prenos nekega drugega načina testiranja, bi se nam lahko hitro zgodilo, da potem primerjava med dosežki tistih prejšnjih ciklov, se pravi prejšnjih 15 let, med seboj več ne bi bili primerljivi. Zato smo v države, ki smo prešle na prehod digitalnega testiranja učencev pri bralni pismenosti, izvedli tudi tako imenovano bridge študijo. Zato, da smo pogledali, ali obstajajo kakšne razlike med testiranjem na papirju in testiranjem na računalniku. Tako je bilo tudi v Sloveniji, zato je nekaj šol, nekaj oddelkov reševalo preizkus znanja tudi na papirju. 163 ravnateljev sodelovalo, 6500 in nekaj četrtošolcev, večina v tako imenovanem digitalnem PIRLS-u, nekaj njih pa tudi v preverjanju na papirju, se pravi, ker smo potrebovali podatke za tako imenovano bridge raziskavo, skoraj 6000 staršev in pa 324 učiteljev, vzorčenih četrtošolcev. Raziskavo smo izvajali sicer od marca do junija, ampak največ podatkov smo dejansko dobili v 2 tednih aprila in pa potem predvsem v mesecu maju 2021, se pravi skoraj ali pa tik pred zaključkom šolskega leta 2020-2021. Zato vas verjetno najbolj zanima, tako bomo kar
skočili na to. Tukaj je mednarodna lestvica bralnih dosežkov. Najprej bi želela povedati, tukaj vidite, srednja vrednost lestvice PIRLS je usidrana ali pa je izračunana na 500. To nikakor ne pomeni, da so to dosežki ali pa aritmetrična sredina dosežkov v posameznih državah. So nastavljene na 500 in potem pogledamo, katere države, kateri šolski sistemi so dosežki učencev v povprečju nad to srednjo vrednostjo lestvice in kateri pod. Kot vidite, rada bi še to opozorila, da včasih se zazdi, ko pogledamo sam rang, in bi kar želeli prešteti, na katerem rangu je pa Slovenija. Treba je opozoriti, da dosežki, povprečni bralni dosežki, kljub temu, da imajo včasih različne točke, 2, 3, 5, odvisno, 1, niso vedno statistično značilni. Kar se tiče, mogoče, če pogledamo na zgornjem koncu, kar se tiče Singapurja, za Singapur v letu 2021 njihovi učenci imajo statistično značilni višji bralni dosežek, se pravi, njihovi učenci so boljši bralci kot učenci na Irskem ali pa v Hongkongu. Med Irsko in Hongkongom ni razlike in tako naprej. Če se sprehodimo po lestvici malo navzdol, vidimo, da nekatere države, vključno za Slovenijo, so obarvane oranžno. Nemčija, Nova Zelandija, Španija, Portugalska, Malta, Francija, Srbija in pa Albanija, zraven Slovenije. Te države, kljub temu, da je povprečna vrednost bralnega dosežka različna, če bi pogledali same točke, med temi državami dejansko ni statistično značilnih razlik, se pravi, ne moramo interpretirati, da so recimo četrtošolci iz Nemčije boljši bralci kot iz Slovenije ali pa četrtošolci iz Albanije slabši bralci od Slovenije. Skratka, vse te države, ko primerjamo bralne dosežke, jemljemo skupaj. Hkrati pa v bistvu ta skupina držav od Nemčije do Albanije, vključno za Slovenijo, vemo, da ti učenci iz teh držav imajo nižji bralni dosežek kot njihovi vrstniki iz Nizozemske, Slovaške, Avstrije in tako naprej, če se pomaknete po lestvici navzgor, in višji dosežek kot njihovi vrstniki iz Cipra, flamskega dela Belgije in tako naprej.